Ja, noč bova tole odprla, ne? Ja, lahko. To se tako odpre. Evo, zdaj mi lahko poveste, da prvič jaz tudi slišam. Kaj je tole? Tole je en zelo zanimiv slovenski proizvod. Jaz sem v družbo vstopil pred dobrim letom. Gre za startup, ki izvira v osnovi z Brd, vino je Briško. Gospod Rasto Tomažič in njegov oče sta pred dolgimi leti začela s posebno tehnologijo penečih vin, ki so pridelana na različne načine, tudi po tradicionalnem postopku, in potem se potopi steklenice v morje, v slovensko morje, na globino približno 20 metrov, kjer so v temi, vendar so tudi v področju, kjer so že morski tokovi, tako da se steklenice v takih posebnih zabojih po nekaj stojih pride noter, v direktnem stiku z vodo, se tudi premikajo, tako kot je treba v kleti pač obračati steklenico, je to potem v morju. In po 2 letih pride steklenica obraščena školjkami, to je popolnoma naravno. Na začetku je zamašek drugačen, ki prepušča soli in okus morja, po nekaj mesecih se pa zamašek tudi da tisti definitivni, tako da je cela steklenica potem izgleda tako homogeno. Ja. Evo, recimo tako, ne? Wow. To je, vsaka steklenica je drugačna. Potem, ko pridejo steklenice ven, seveda se jih popeska in se jim da nalepko. Kar je morda zanimivo je, boste videli tukaj, dvojna zlata medalja. To je prvo ne francosko peneče vino, ki je dobilo dvojno zlato medaljo za kakovost v Franciji. Tako da kvaliteta je nesporna. V glavnem prodajamo izven Evrope, na Daljni vzhod, Koreja, Japonska, tam, kjer je tradicija morske hrane večja, ker tako peneče vino malo z okusom po morju, odlično paše k taki hrani. Kaj ima dejansko okus po morju? Ima dejansko. Kako pa pride ta okus noter? Ta zamašek, to, kar sem rekel, ne, na začetku prvih par mesecev, je poseben zamašek, ki prepušča in soli in delno tudi morsko vodo, tako da pride do enega okusa. To je bilo potrebnih kar nekaj let, da se je razvila tehnologija, koliko časa, kakšen zamašek in tako naprej. Seveda tudi tehnologija, da steklenice ne počijo, ker so na 20 metrih in tako naprej. Veliko znanja je v tem. Protehnološki proizvod. Tehnologija je tudi patentirana, zaščitena, tako da ja, je precej znanja v tem. No in potem, ko prije steklenica ven, se jo seveda razkužijo, čisti, pripravi nalepko in potem se jo pač glede na trg, kamor gre, se ji pripravi posebno embalažo. Je pa to vino z najvišjo dodano vrednostjo v Sloveniji. Tržna cena recimo na Japonskem je $300. Tako da je zanimivo tudi, kar se tiče poslovnih. To je nabavna cena verjetno? To je prodajna cena na trgu, ne? Potem pa v restauraciji je to... Ja, to so pol druge. V glavnem, ja. Je pa zanimivo, mi zdaj že delamo tudi na drugih produktih, ki bodo komplementarni temu, tako da bojo dodali recimo vinu še druge, ne samo okuse, ampak tudi druge vsebine. Tako da, evo, to je ena od dejavnosti, v katere vlagam in ki mi dajo energijo, da so dnevi zanimivi. Da ne zaspite. Tako. Ja, hvala. Ja, kaj, odpreva pa... Ne, to boste imeli za kakšno posebno priložnost. Ja, hvala, no. Res je zanimiva zgodba. Tako me v bistvu vprašanje napade... S kolikimi stvarmi se je ukvarjal? Ne. Zdaj v tem trenutku imamo potopljenih 120,000 steklenic, tako da je proizvodnja že kar velika. Mi računamo v 3 letih pride do 1 milijona, tako da bomo imeli veliko proizvodnjo, ker povpraševanje je seveda veliko. Odpiramo zdaj ameriški trg.
v nekaj mesecih bo verjetno informacija tudi javno znana in bo zelo zanimiva, ker je povezana z enim zelo znanim Slovencem, ki je deloval dolgo časa, pa v tem trenutku tudi še deluje v Združenih državah Amerike in tako naprej. No, tako da zgodbe se kar pletejo. Ker namreč to je zgodba, ki ne začne in konča pri vinu. Ne. Dobro vino je prva zgodba, seveda, ne. Potem je druga zgodba, je to morsko življenje, ne. In tretja zgodba je potem, ko jo popijete in date recimo nekam na polico in date noter rožico ali karkoli, ker je trajen spomin na ta dogodek, ne. Ker je steklenica taka, ki govori. Kako ste pa vi vpleteni v to zgodbo, ker predstavljam si toliko zgodb, kolikor imate vi, da se ne morete podrobno z vsako ukvarjati, ne? Torej, jaz si čas vzamem za vse zgodbe, ki jih imam, ker imam zelo dobre ekipe povsod, tako da jaz se bolj strateško ukvarjam in s prodajo in ne vem, z razvojem proizvoda, pa tudi z svojimi vezami oziroma mrežo, ki sem si jo ustvaril in izkušnjami. Jaz sem 49% lastnik, navadno pustim večinski delež tistemu, ki je ustanovil in ki je pač celo zgodbo zastavil, razen če je obojestranska želja ali pa tudi nekako motivacija drugačna. No, v tem trenutku je tako. Povezava s to zgodbo je tudi zelo priznana gostilna v Ljubljani, v Stekleni palači v BTC-ju, skozi istega lastnika Rastota Tomažiča, to je restauracija Divino, kjer v Sloveniji praktično je edino mesto, kjer lahko to vino tudi sprobate ali pa tudi kupite. V Sloveniji tega vina zaenkrat ne prodajamo. Zelo zanimivo, zelo zanimivo. No, jaz cenim vaš čas, da ste si ga vzeli poleg vseh projektov, ki jih imate. Sva se dolgo usklejevala, no, ampak evo, pa sva tukaj. Pa sva tukaj, ja, cenim res to. Hvala za to. Imam tudi nekak zaznamek, a nekdaj morava končati, ne? Ja, sej, Mava pa velik tem. Mava velik tem, bova. Mava velik tem, pa malo časa. Vi mislite, da je velik, ampak jaz, ko sem te pogovore že tokrat dal čez, vem, kako je, ko človek pade v nek občutek zanosa, pa flova in mine v 10 minutah. Kar mine, ja, tako da. Jaz neverjetno spoštujem ljudi, ki imajo 2-3 ure časa poslušati podcaste, ampak izgleda, da se je to res zelo spremenilo. Ljudje, ko grejo v službo, se vozijo na uro v Ljubljano ali pa nazaj ali pa v Maribor, ne poslušajo več glasbe, ampak podcaste, ne. Jaz sem res nepresenečen, šokiran, recimo, kakšno poslušanost imam na določenih podcastih. To so, ne vem, številke grejo preko 100,000, si ne bi človek nikoli mislil, da v Sloveniji možnost, jezik, da te bo tvoj podcast poslušalo 100,000 ljudi, ampak ja, to se dogaja. Očitno ste zanimiv človek, kaj pravite? Ja, ali pa je to dejansko tudi neki trend, ne, tako, da gre v to smer. Ja, pa to ostane, ne, lahko si privoščiš ta luksus, da poslušaš, ko imaš čas, ne, ni tako, da dobro, zdaj se da že televizijo tudi prevrteti poročila nazaj za en teden in tako naprej, ampak to ostaja na spletu in pol te nekdo opozori na nekaj, pa greš pogledati in to poslušaš ali pa gledaš, ne, zanimiv je ta, bom rekel, nov medij, ne, mislim, da se bo zelo širil in ima velike potenciale podcast kot medij, po mojem. Ja, te globi pogovori, ki niso v 5 minutah, tako kot je bilo ponavadi na televiziji, ne, prisotni. Ja, ko ni te prisile, ko ni te panike, ne, ali bo 15 sekund ali 30, ne, jaz prvo stvar, ko gre na televizijo, rečem, povejte mi sekundažo, da vem pol, da končam misel, ne, ker če ne oni odrežejo in pol je lahko iz konteksta to razumljeno čist drugače in tako naprej, treba biti bistveno bolj pozoren, kot pa recimo v takem sproščenem pogovoru. Pa radi tako nastopate, zdaj zadnje čase, mogoče se malo več pojavljate, je to neka zavestna odločitev? Jaz sem lahko tale mikrofon tudi dam, ne rabite biti. Dobro, okay. Ja, kakor. Torej, tako je, ne. Jaz sem z mediji povezan že zelo dolgo, sem nenazadnje bil 4 leta na Radiu Študent kot študent, ne. Potem sem bil takrat so začeli prvi radij, sem bil tam. Zelo sem povezan z mediji, tudi nenazadnje 10 let sem živel od fotografije in sem imel z mediji opravka, ne. Sem bil profesionalni fotograf v tistih časih po študentskem času, ko sem imel tudi tiskarijo.
In ko sem šel prvič bolj tako resno v politiko, čeprav nisem bil nikdar član nobene stranke, ampak ko sem pač dali mal zraven, sem šel tudi v šolo retorike, gospodu Zupančiču, tako da so me malček naučili tudi izpiliti jezik, nastop in tako naprej, ker sem rekel, če že bom v medijih, potem je škoda ali pa ni korektno, da mučim ljudi, ne? Torej, je treba povedati, je treba vedeti, kako se pove jasno, da razumejo, ne? Ker nikdar ne naslavljaš samo ozke množice, ampak širšo, ne? Torej, pravi, je treba tako povedati, da večina ljudi razume sporočilo, ki si ga dal. In nikdar se nisem medijev bal, vedno sem bil na obeh straneh, ne, to se pravi pred mikrofonom, za mikrofonom, in mi to, ali pa kamero, mi ni to nikdar predstavljalo problema in tudi danes mi ga ne. V zadnjem času se pojavljam seveda malo več, ker imam več dejavnosti, vsaka je po svoje zanimiva. In to je danes seveda za ljudi in za medije zanimivo. Ne? Mediji imate pač eno zelo močno poslanstvo, da pač posredujete informacije. Ne? Zdaj seveda, koliko so te informacije vedno korektne, odvisno od lastnika medija in tako naprej, ampak pustimo to, ampak dejstvo je, da vaše poslanstvo je, da informacija pride med ljudi, ne? In če že pride med ljudi, potem je naloga vseh nas, ki nekaj počnemo, ne, da informiramo ljudi, kaj počnemo. Doskrat seveda tudi zaradi kakšnih poslovnih skrivnosti ali pa ne vem, zaščite interesov, tako kot je zdaj pri nas pri Tekformit, tej zgodbi okrog kultiviranega mesa, proizvedenega v laboratoriju. In tako, da če imamo take tehnologije, ki bi jih radi imeli edinstvene, ne povemo prav vsega, tudi v letalstvu nisem vedno povedal vsega. Ampak to, kar ljudi zanima, je pa seveda, mislim, da je korektno, da se ljudem posreduje. Zato jaz nisem nikdar nobenega medija zavrnil, razen tistih par, ki jih imam na črni listi, ki so ali govorili na resnici, ali pisali na resnici o meni, ali pa niso bili korektni. Tako da z drugimi mediji pa nimam jaz nikdar težav. Se pravi, nimate nikoli neke teh negativnih učinkov, te izpostavljenosti, a ne? Kaj sigurno tudi... To so, veste, jaz večer, ko končam dan, ne, tam nekje okrog 2 ure po noči, navadno ga vedno končam malo s sprostitvijo, ne, in grem na forume pogledati, kako se ljudje na račun mojih izjav kregajo in tako naprej, kako meni pluvajo, kako me drugi kujejo v zvezde. Tako da nimam kakšnih težav z dojemanjem tega, kar jaz povem, ker vsak ima pravico seveda si razlagati po svoje, ne. Se mi pa zdi nekorektno, da žalijo ali pa da govorijo stvari, ki jih ne poznajo. Ampak dejstvo je, da to je treba sprejeti. Če si sprejel to javno podobo, moraš sprejeti tudi to, da ni vsem všečno to, kar je mogoče tebi ali pa to, kar delaš. In je to del tudi tvoje pojavnosti v medijih. Tako da jaz nisem nikdar imel težav s tem, da so ljudje na napačen način razmišljali, drugače razmišljali in tudi, bom rekel, če me čisto obsojajo ali karkoli, pač to je dejstvo. Na zadnje mediji ste tudi ventil, ne? In tisti ljudje, ki imajo malo kakšni tudi težave sam s sabo, ko vse kritizirajo vse po vrsti in prijasle kritizirajo tudi tebe, to je treba vedeti. Ne? Ja, čim poštrliš ven iz množice... To je pa drug problem še v Sloveniji, ne? Jaz sem bil leta 2015 Bob leta večera Maribor, ker sem izjavil, da Slovenci vse oprostijo, samo uspeha ne. In tako je, ko v Sloveniji zaštrčiš iz povprečja, ne, nisi več tisti narod hlapcev, ne, ki smo bili vedno, ne, ampak delaš nek drugače, potem pač imaš malo težavo, ne, ker Slovenci smo malo posebni, kar se tega tiče. Ne. Vse veste, vsi bi imeli delovna mesta, ne, sam fabrike pa ne bi imeli na dvorišču, recimo. Ne. Ja, taki smo. Ne. Tudi dostikrat jaz predavam tudi po svetu in tako naprej. In vidim razliko, recimo, v mentaliteti tudi mladih. Ne. Če predavam v Ameriki, vsi čakajo zadnjo besedo in potem gre 300 rokov v zrak in vsi bi radi nekaj vprašali. Ne.
Pri nas bi tudi vsi radi nekaj vprašali, ne? Ampak čakajo tistega prvega, ne? Kdo se bo izpostavil, ne? Da ne bom jaz tisti, ki bo vsi pogledali vame. Ne? In pol navadno nobeden nič ne vpraša, dokler ne bo en tega primera, pol pa vprašajo. Ne? Tako da taki smo mali Slovenci, ampak lejte, vsak ima svoje specifike, zaradi tega nismo nič slabši od drugih, smo pač drugačni. Ne? Mene edin to moti, da se Slovenci bom rekel, skrivamo za enim pojmom, da smo majhni, recimo, ampak sploh nismo majhni. Majhnost ni nikjer problem. Poglejte Luksemburg, poglejte Monako in tako naprej, kako so države uspešne. Problem Slovencev je, ker smo oski. Ne? To je to. Ne? In če smo oski, pol imamo malček te težave. Ja, sej, iz tega se doskrat se mi zdi, da hecamo, ne? Da smo mi zadržan narod, pa ne upamo postavljati vprašanj, pa se izpostavljati. Ampak jaz mislim, da je ta problem zelo resen in ima implikacije tako, kot ste rekel, na celo kulturo pa družbo v preteklosti in v prihodnost. Ne? Ja, jaz vem, da bo ta moj stavek, ne, ali poved, zdaj ponovim, kakor se mu reče, ne, da Slovenci vse oprostimo, samo uspeha ne, bo še vedno čez 500 let ravno tako aktualen, kot je danes. Ne. A ja, mislite, da se ne bo spremenili z generacijo? To stane v genih, veste. Tako da, prav v genih? Jaz mislim, da ja. Aha. Zelo težko. Poglejte se, zakaj so vojne? V 10 000 letih se ta civilizacija ni naučila, da vojne nič ne rešijo. Na koncu vsaka vojna konča s podpisom mirovnega sporazuma, vmes je pa na tisoče, na milijone ljudi trpelo in umrlo. Ne? In to je isto, a veste, nič se nismo naučili. Poglejte, se še danes se koljemo pred volitvami, ne vem, vsakimi, ne, kdo je zmagal leta 45, ali smo levi, ali smo desni, ali smo črni, ali smo beli in tako naprej. Nobeden ne gleda naprej, ampak vsi smo obremenjeni z neko zgodovino, ki nam krade energijo, namesto da bi jo imeli za gledanje naprej. Ne? In nič se ne bo spremenilo, verjamte mi, da se ne bo. Ne? Da vsaka generacija potegne to za seboj. Ker recimo moja generacija, ne, pa moj mehurček prijateljev ali pa ljudi, ki so podobno stari kot jaz, mi se o teh stvareh iz 45. leta nikoli, ampak mislim dobesedno nikoli ne pogovarjamo več. Ne. Ampak se pa pogovarjate o posledicah, a veste, ne? Tudi danes vi, ko ne vem, vas mediji vam polnijo glavo, ne, s tem, kdo je princ teme, pa kdo je ne vem kaj, princ svobode, pa ne vem kaj, se to vse posledica tega, veste, ne, se tam, bom rekel, ta razklanost med ljudmi, ne, na leve in desne, ker Slovenci smo praktično na pol razklani, ne, to izhaja vse iz tistega časa. Ne, in še danes je tako, da sploh ni važno, ali ima nekdo dober program, ker ga nobeden ne prebere, ampak greš glasovati za tistega, ki je tvoj. Ja. Ne, in to gre naprej. Hočemo se verjetno zato mladi ne volijo. Ne volite volov, ne tako, ja. Ker to, kar ste rekli za medije, to je res, ne, da je narativa v medijih predvsem takšna, ampak moj argument bi bil, da mlade generacije vedno manj ali pa sploh ne gledajo več teh medijev. Ne. Ja, sej. Taka globalna, internet je res taka tehnologija, ki nas je naredil v globalno vas. Ne. In mladi se mi zdi, da dosti širše gledajo pa razmišljajo, vsaj po mojem občutku. Ja, in zdaj bo pa še hujše, če lahko dam to besedo v navednice, ne? Ker že danes, ne, če greste vi na ChatGPT in rečete, naredi mi novico o tem, da je, ne vem, toliko in toliko tisočev volivcev predčasno glasovalo, ne vem, za evropske volitve, ne, naredijo neutralno, naredijo všečno in tako naprej, vi boste dobili tak članek, da ga niste sposoben napisati. Ne. In manipulacija medijev z vašim dojemanjem bo vsak dan močnejša, ker bo enostavno več možnosti. Ne. In potem, kaj boste poslušali? Ne? Tisto, kar vam je neki zgeneriran, bom rekel, strojno naučen jezik dal, ali boste rekel, to me ne briga in grem rajš v gost, vzamem sabo Hrta, ne, ki leži tukaj zdaj pred nami, ne, in boste poslušali rajš podcaste, ki so bolj zanimivi. Ne. To je to. No, ta drugi človek, jaz mislim, da je teh vedno več. Ja. Ja, ampak ne samo med mladimi, da ne ste mislili, tudi med starejšimi, še bistveno več. Jaz poznam iz bom rekel, svojega kroga ljudi,
ogromno, ne samo to, da ne poslušajo več dnevno informativnega programa in teh kreganj in soočenj in tako naprej, ampak celo tudi nimajo televizije. Na računalniku kliknejo tisto informacijo, ki jo potrebujejo, tisto novico in to je to. Ne? In jaz moram reči, da bomo verjetno Slovenci vedno bolj obremenjeni z raznimi prispevki za javne televizije in tako naprej, ker jih ne bo nobeden ali pa jih bo malo ljudi poslušalo in bo oglasni prostor nezanimiv. Torej bo treba dvigniti naročnine, ne, s prisilo, ker to niso več mediji, ki bi jih ljudje danes tako poslušali kot včasih. A veste, moja mama je bila krasna ženska, ne? Ampak ona je imela svoj dan pač razdeljen na sekvence in zvečer ona, ne vem, po 6 uri, 7, se je dala na kavč, lepo prižgala televizijo, vzela to njeno štrikanje, ne, je pletla in gledala televizijo. In pol je malo zaspala, pa je prišla malo sej, pol je šla spat in tako naprej. Jaz sem bil takrat v tistih letih, 18-20 let in tako naprej, ko smo hodili v Zeleni gaj, pa v Bukovico, dol so bila ta plesišča, smo hodili plesati, ne. In pridem, ko sem prišel z domov, je mama seveda že vedno spala in en večer, cela hiša razsvetljena, pridem domov, mama, kaj se pa zgodilo? Kje si pa bil? Ja, mama, kje sem bil? V Bukovci, ne, tam, a ješ na plesu, ne, pa tako. Ja, v Ljubljani pa 2000 mrtvih so se vsi postreljali, pa tako naprej, vojska s tanki gazi ljudi, pa tako naprej. Ma sem rekel, dej, mama, nehaj. Je bilo na televiziji, mama, kako je bilo na televiziji? Je bilo na televiziji, ti povem, da je bilo na televiziji, v Ljubljani je policija po cestah, vojska in ti hodiš okoli, ne. Jo nisem mogel prepričati, ker ona je pač sedela, gledala televizijo, poročila so bila iz Ljubljane, potem je malo zakinkala in potem je bilo Kosovo, ker so takrat je bila ravno ta scena na Kosovo, ki je bilo toliko mrtvih in tako naprej. In ona pač je porezala tisti filmček in jo nismo prepričali še ne vem koliko časa, ker je bilo na televiziji. Včasih je bila televizija zakon, prav? In Delo, recimo, kot časopis, ne. To je drugače, to, ne. Ja, se jaz vedno tako rečem, da je treba zelo paziti, s čim hraniš kot posameznik svoj ne? Ker pri hrani se zavedamo, če bom jaz vsak dan 20 let jedel fast food, pa sladkor, pa hidrate, da bo telo kolapsiralo, ne? Ali pa neke posledice bojo. Za umsko dieto pa nimamo tazga mnenja, ne? Verjamemo, da ni tazga vpliva. In dejansko poročila so 5 najslabših stvari, ki se je zgodil danes na svetu. Jo. Niso najboljše stvari. Kateri medij pa razume še dobro novico kot dobro novico? Nobeden, ne? Če to novica ni slaba, ni dobra, ne? Ja. To je dejstvo, ne? In če ni krvi... To zelo vpliva na nas. Ja, a veste, jaz sem svoje čase se ukvarjal s fotografijo, ne? Tudi reportersko in tako naprej. Ne vem, in Joso Žnidaršič ali pa Tone Stojko na Mladini in to, ma nista objavila fotografije, če ni bila perfektna in takrat ni bila kot digitalna, ne, bil film, si spucal filme, ki so stali in tako naprej, ma jo niso objavili niti slučajno, ne. Danes najslabši telefon, da ste vi v pravem trenutku, v pravem mestu, ko je eksplodirala bomba ali pa oni padel z balkona ali pa ne vem, pes nekoga ogriznil. To bo objavljeno povsod, sploh ni več kriterijev, a veste, ne? In bolj slaba novica, kot je, nižji so kriteriji za njo, ne? In če pogledate tudi, kako je novica generirana, ne? Nimajo kaj pisati, pa piše v naslovu, pes ogriznil, ne vem, tega in tako naprej. Pa podnaslov, ne? Tukaj in tukaj je pes ugriznil tega in tega. In po informacijah, ki smo jih dobili, ko je pes ugriznil to in to, ne? Mislim, nič ne povejo, ne? Ampak tista slika je čez pol strani, ne? Tako da, to je res škoda, da smo degradirali tudi novinarski poklic, ne? To je globalno tako. Je globalno, ne? Ampak ta generacija dejansko, civilizacija degradira polno stvari, ne? In zdaj, s ChatGPT-jem pa novinarski poklic lahko kar pozabimo, ne? Ker dejstvo je, da to se bo zdaj novica generirala. Jaz govor zdaj, če ga rabim zase, mi ga ChatGPT boljše naredi, kot ga sam naredim, ne? Tako da, če bi to hotel, ne? Tako da, to se bo radikalno spremenilo v bodoče, še bolj, ne. Ok, se mi zdi, da ste kar pesimističen glede Slovenije, če sem prav prej razumel, pa mlade generacije, ampak kako bi pa vseeno
mogoče malo olajšali te negativne. Ne, sploh nisem pesimističen, ker veste, mladi danes doskrat nočejo biti ukalupljeni ali pa obremenjeni s tem in grejo po svoje. Ne? In danes je vsakdo dosegljiv z levo tipko na miški, prav? In cel svet je konkurenca sam sebi. Ne? In če tukaj oni ne bojo dobili tistega, kar iščejo, bojo pač šli ven. Ne? Ne? In pol, ali bo kakšno slovensko podjetje pripravljeno kupiti povratno karto ali ne, je pol to druga stvar. Ampak dejstvo je, da v Sloveniji še vedno veliko ljudi verjame, da živimo v zelo, bom rekel, idealnih razmerah. Lejte, mi imamo šolstvo od vrtca do podiplomca zastojn, ki ga ni nikjer več. V meni prihajajo na Pipistrel ljudje, ki so plačali, sprašujejo, kako lahko vračajo kredit, ki plačajo po $40,000 na semester, pazite, ne na leto in tako naprej. Ne. Imamo kakršnokoli je, Bog pomaga, jaz verjamem sicer v javno zdravstvo, ampak je brezplačno. A veste, imamo tako socialo, da ne vem, prevoz na delo je plačen k ni nikjer, jaz imam v Italiji že, ne v Curukafri, ne, v Italiji imam podjetje, sem ga imel, zdaj seveda nov lastnik, kjer sploh nisem mogel primerjati, bom rekel, socialnega statusa v Sloveniji in v Italiji. Tukaj je 12 mesecev porodniška, to dol je 3 mesece in tako naprej, regres za dopust in tako. Mi imamo vse, bom rekel, kar smo ohranili iz bivše Jugoslavije, vse pluse, razen produktivnosti, ki jo pa nimamo evropske. Ne? Ne? In to je tisto, kar tepe Slovenijo. Ne? In te škarje se vedno bolj odpirajo, ne? In jaz pravim, da smo najbolj bogata država na svetu, da vse to lahko, bom rekel, državljanom še vedno nudimo, tistih 300,000 ljudi, ki dejansko ustvarja dodano vrednost, ne? Da potem se iz tistega denarja plačuje cel javni sektor, vse šolanje, vsi brezposelni, vsi nezaposleni, vsi upokojenci in tako naprej. To nobena država ne pozna. Ne? Poglejte, že greste v Združene države Amerike, če ne plačujete 5, 6, 7, 8 tisoč dolarjev na mesec, greste, ne vem, do zobozdravnika, pa vas to ne vem, koliko stane. Ne? Mislim, ljudje bankrotirajo. Ljudje pa bankrotirajo. Tako, kot pri nas kasko zavarovanje za avto imate tam za sebe. Ne? Lejte, tukaj pa praktično delodajalec plača za vas, niti ne veste, koliko je plačal. Ne? V Švici, na primer, ne, vi dobite ves denar v žep, ne, in morate vi pol od tiste plače razporediti. Ne. In če to začnete delati, pol je matematika drugačna. Tako da še vedno jaz mislim, da nismo toliko neumni Slovenci, da ne bi vedeli, da v taki državi živeti je velik plus. A veste, ne nazadnje lahko pijete vodo, kjerkoli pridete do vode, je vsak potok je piten. Ne? Imamo 70% države pokrite z zelenjem. To je znanstvena fantastika za marsikje. Ne nazadnje je država varna, smo praktično brez meja, pa lahko, ne vem, greste zvečer, Ljubljana mogoče že malo manj, ampak recimo po drugih mestih, tudi ženska lahko gre, ne vem, laufati zvečer ob 11 uri, potem jo ne bo noben taknil. To ne boste v New Yorku doživel. Tako da in to je tisto, kar bi znalo, bom rekel, tudi mlade obdržati, ne, v Sloveniji. Ampak se moramo začeti zavedati, da nismo države dobili na loteriji, ne moramo govoriti, da je samo slabo vse v Sloveniji. To lahko govorijo tisti, ki nikoli iz Slovenije niso šli ven. Ne? Ampak če bi bili v 150 državah po svetu, tako kot sem bil jaz, bi znali prekleto dobro ceniti, kar imamo v Sloveniji. Zato tudi jaz sem v Sloveniji in ostajam v Sloveniji, ker verjamem, da se da tukaj nekaj narediti. Ampak, vse veste, idealno ni nikjer, tudi politika ni nikjer idealna, bomo si odkriti. Ne. Škoda je to, ker smo tako majhni, da bi se lahko dejansko dogovorili in bili prva Švica, ne druga Švica. Ne. Ampak spet tisto se vrača na leto 45, nekaj smo razdeljeni in ne moramo iti preko tega, da bi pozabili za nazaj in stopili skupaj za naprej in rekli, lej se tudi tisto, kar je prejšnja vlada naredila, ne glede na to, kakšne barve je bila, nekaj je bilo pa tudi dobro.
Ne moramo vseh ljudi zamenjati, ne moramo vsega vršiti v smeti in delati na novo. Ne. Mi delamo vsako leto dolgoročno strategijo države ali pa po vsakih volitvah delamo dolgoročno strategijo države novo. Ne, kar bi jo morali imeti za 20-30 let naprej zacementirano in vsaka vlada bi morala biti samo izvajalec te strategije. Ne, mi to vse porušimo. Ne. Tako da, to so tiste stvari, ki bi jih morali narediti in potem je, lejte, optimizma v Sloveniji, koliko hočete. Se pravi, produktivnost je en izmed problemov, verjetno. Ne? Sej jaz se strinjam z vsemi temi pozitivnimi aspekti Slovenije. Ne? Zelo podpišem vse to in jaz imam konstantno ta občutek, koliko je tukaj dobro in kvalitetno življenje. Ne? Kako bi pa to produktivnost posameznega delavca dvignili, ker vam je to uspelo, vi ste v bistvu eno najbolj produktivnih podjetij vzpostavili na zaposlenega. Kaj bi mogli v šolstvu kaj spremeniti? Kakšen predmet bi vi učili, če bi bili učitelj? Vse, kar rabite, samo motivacija na rezultat, ne motivacija na prisotnost na delovnem mestu. In mi delamo tudi zdaj točno isto. A veste, mi bomo štempljali ljudi, ali so na delovnem mestu, ali so na WC-ju, ali so šli na cigaret in tako naprej. Ma koga to briga, kje je človek? Na koncu dneva je pomembno, koliko je naredil. Na koncu meseca je pomemben rezultat firme. Vsak zaposleni mora vedeti, kaj doprinese, koliko tega bo imel. Seveda, lastnik in koliko tega bo imel on. In se znati boriti, da bo tudi on nekaj imel. Ne pa, da bo prisoten na delovnem mestu in da bo čakal 3. ali pa 5. uro, da bo šel domov. Jaz to slišim kot treba je dati več odgovornosti na posameznika. Ja, generalno. Več odgovornosti, ampak tudi več možnosti. A veste, danes mladi prihajajo k nam recimo iz firm, kot so, ne vem, Siemens, pa Toyota, pa ne vem, Ford, pa tudi, ne vem, NASA ali pa agencije in tako naprej. Ne? Dosti jih prije zaradi tega, ker rečijo, lej, jaz imam energijo, imam določeno znanje, rad bi pridobil izkušnje, rad bi nekaj iz sebe naredil in nočem čakati 30 let, da mi bojo že, ko se zaposlim, povedali, kako bom vsako leto ali pa vsakih 5 let napredoval in kje bom končal. Mojega časa in življenja je škoda za to. Ne? V majhnih podjetjih lahko napredujem, ti boš videl v meni potencial ali pa ga ne boš videl in lejte, jaz sem 27 leti sem postavil za tehničnega direktorja Tineta Tomažiča, ki je danes vodilni v svetu na področju vodika in električnih pogonov v letalstvu, tudi ameriške standarde postavlja. 27 let je bil star. Je bil star, ne? Res, da je bil z mano od malega in je postoval po svetu že, ko je imel 15 let, ampak s 13 leti on že predaval aerodinamiko na tečaj za pilote, recimo. Ne? Je res genialno. Ampak ne, hočem reči, če danes vi človeku nudite normalne delovne pogoje, ni treba, da so ekstremni. Normalne, da mu nudite socialno varnost, da bo videl pri vas bodočnost, da ne bo iskal jutri druge službe. Jaz nisem imel v 30 letih z 230 ljudmi niti z enim podpisane pogodbe o zaposlitvi s konkurenčno klauzulo. Vsak bi lahko šel stran in nesel svoje znanje. Pa ni šel nobeden. Jaz nisem imel sploh fluktuacije, samo noter. In to je tisto, da date človeku možnost, da najboljše, kar lahko naredi iz sebe, najboljša naložba vase, je pri tebi. Ne? Okay. To je tisto, kaj pa mu morate vi nuditi, da on to verjame? Torej, se pravi, osnovni standard, seveda, on mora 2-krat na leto imeti možnost, da si vzame dopust, mora imeti možnost zaslužiti avto, stanovanje in tako naprej, vendar mora delati v motiviranem okolju, da prije dobre volje v službo, mora videti rezultat svojega dela, mora biti ponosen na to, kaj dela, ne samo kaj dela, na to, kje je v službi, mora s ponosom povedati, ne, kje je zaposlen, ne, da mu je narodno. Ne. A veste, ne, pri nas so ljudje spreminjali in še spreminjajo letalsko zgodovino, to je še en dodaten plus. Ne. Ampak recimo, ko pogleda track record tudi od podjetja, a veste, mi v 33 letih nikdar nismo poslovali z izgubo, ne. To mu da veliko, bom rekel, tudi socialno varnost, občutek, ne, da če 33 let ni bo izgube, tudi naslednjih nekaj jo ne bo. Ne. A veste, mi nismo s plačo kasnili en sam dan v 33 letih. Ne samo to, vsako leto je bilo uspešnejše od prejšnjega. Mi smo vedno pozitivno rast. Ne.
In potem, ko pride nekdo k vam, vidi, kako je, ne, pa prije vpraša, če bi lahko še gospa prišla v službo, pa otroci štipendijo imeli, pa tako naprej. In pol, ko imate vi cele družine tam, je pol to drugačna odgovornost. Veste, pol ljudje začnejo razmišljati tudi, kaj bo s podjetjem. Ne samo, kakšno plačo bo imeli in kako naprej, ampak jim ni vseeno, kakšno zgodbo ustvarjajo. Ne. In to je tisto, ki potem naredi zgodbo na dolgi rok uspešno. Ne? Mi nismo imeli nikdar ekstremnih plač, ampak smo jih imeli pa redne. Ne? A veste, tretjina, bom rekel, zaposlenih ali pa še več je imela višjo plačo od mene, ker so si jo zaslužili. Ampak so vedeli, da ne izčrpavam podjetja. Če sem jaz v soboto rabil selotejpa ali pa nedeljo, ki je bila trgovina zaprta, sem ga šel iskat, ampak sem napisal na listek, da sem ga vzel in konec meseca pri plači se mi ga je obračunalo. Ne glede na to, da sem bil 100% lastnik. A veste, in to ljudje vidijo. Mi nismo imeli ene ključavnice v podjetju, pa ni nikdar nič zmanjkalo. Napake smo delali. Je tudi prišel k meni delovodja in rekel, lejte, fantak smo zdaj zaposlili, a veš, kaj je naredil? 6 kril je prevrtal skozi nosilec in je naredil 300,000 evrov škode. Sem rekel, pridi k meni in kako veš? Ja, prišel k meni povedati, da je naredil ono. Sem rekel, pridi k meni, da se meniva, kako ga bomo nagradili, ker je 3 letala rešil, ne? Je 6 ljudi lahko rešil. Ne? Ja, je rekel, ne, na terega, ne, sem rekel, ne. On je povedal to. In take ljudi rabimo, da se ne bojijo povedati, da ne pridejo strahom v službo in da so odgovorni do svojega dela. In dejansko je dobil zelo veliko nagrado za to, kar je povedal. Ne. In to, če ljudje razumejo, kakšen, bom rekel, sistem vodenja imate, da je, bom rekel, njim pisan na kožo, pol ne bodo šli. Jaz sem z dekretom leta 2000 prepovedal nadure. Pri nas se ni delalo nadur. Če je bilo treba delati nadure, sem jaz moral odobriti, ker če treba delati naduro, ni delavec kriv, ne, ampak je njegov nadrejeni. Tako da mi nismo svobod delali nikoli. Nekaj je 8 ur in potem 8 ur in če 15 čez 3 ni bil alarm vklopljen, je bila panika. Ne? Ker jaz hočem, da moji zaposleni imajo nekaj od življenja, da lahko grejo domov med svoje ljudi, na svoje kmetije in tako naprej in drugi tam pridejo sproščeni, z svežo glavo in ne delijo napak. In v 8 urah naredijo tisto, kar je za narediti. A veste, to je tisto, kar mi ne razumemo. Ne? In da bi to moral biti standard, ne pa jaz črna ovca, ki delam drugače. Ne? To bi moral biti standard tudi pri mojih kolegih. Ne? Ampak dejstvo je, da smo pa v očeh nekaterih, nažalost tudi politikov, ne, smo vsi kapitalisti, vsi smo oligarhi, vse bi nas bilo treba, ki imamo nekaj več in smo nekaj več ustvarili, bi nas bilo treba z vilami iz Slovenije nagnati, ampak pozabljajo pa to, ne, da nikoli nobenega nismo imeli na minimalni plači, to, kar je njihov program, ne, da ne delamo nadur, da ne izkoriščamo ljudi, da nagrajujemo delavce ne samo z nagradami in božičnicami in tako naprej, ampak jih nagrajujemo tudi z deleži v podjetjih. Jaz sem kar nekaj milijonarjev naredil v svojem podjetju, ko smo prodali. Ne. Nekaj zaposlenih je bilo lastnikov in so poleg mene tudi zdaj, bom rekel... So dobivali opcije, ko so delali delež podjetja? Ja, nagrade so dobili kot delež podjetja. Ne? A veste, in ne moramo potem vse vprek govoriti, da kdo je oligarh, kdo je ne vem kaj. Ne? To bi moral biti koncept. Lejte, ne nazadnje, jaz sem največji donator v zgodovini Slovenije. Ko sem prodal podjetje, sem doniral 30 milijonov v javno zdravstvo, v javno dobro, gasilcem in tako naprej. A veste, ne morajo mi, mislim, ni korektno, da smo vsi v istem košu. Ne? Ampak to je pa tisto, kar spet se vrača na 35 leto. Ne? Mene imajo kao za desničarja. 45. 45, pardon. Kao za desničarja, ker povem vse, kar mislim, ne? In kritiziram vlade in več vlad je bilo levih in tako. Ampak nisem bil nikdar član nobene stranke. Ne? In zaradi tega, bom rekel, sem v očeh tistih medijev pač, ki bom rekel, eno opcijo, bom rekel, kritizirajo in tudi parlamentarci in tako naprej. Ne? To je tisto, kar nas razdvaja v Sloveniji. Ne? Da tudi, če nekdo nekaj naredi dobrega, daj mu to priznati, pa tudi, če je plave barve, ne rdeče ali pa bele. Ne? Tako da to je malo ta problem, ki jo imamo. Ne?
Ni važno, če je mačka bela ali črna, važno, da lovi miši. Tako. Vi lovite miši. Ampak kako bi pa vi, zdaj, če se čisto hipotetično postavlja, mava zdaj oblast, recimo, ne? Lahko spreminjava zakone, lahko urejava drugačno, kako bi rekel, politično kulturo ali pa ravnava, a ne, kot politika. Kaj bi recimo bilo dobro narediti, da bi se podprlo ta tip podjetništva, lahko rečemo? Veste, podjetništvo je kao voda, ne? Vedno najde svojo pot, pa naj bo razdiralna ali pa, bom rekel, dobrohotna, ne? In ravno tako podjetništvo najde svoj način delovanja. Če ne na legalen način in če se ga preveč zadrgne, pa na nelegalen način. Ne? To je dejstvo. In če ne tukaj, pa nekje po svetu. Se pravi, poiščejo se luknje. Ne? Torej, zakaj ne postaviti sistema takega, da je sprejemljiv in motivacijski, da te sili, ali pa motivira, da si vedno boljši, da vedno več vlagaš, ne da če vedno več vlagaš, vedno več imaš in potem te bomo obdavčili, veste, ne? Ampak te motivira, da vedno več zaposluješ, ne? Da imaš dodano vrednost, da delaš to, kar ima potem lahko za rezultat eno veliko zgodbo. Če ima nekaj za rezultat, za veliko zgodbo, pomeni, da boš tudi moral iti na svetovni trg, boš moral biti tam uspešen, se boš moral dokazati, boš moral zaposlovati, boš moral investirati in tako naprej. Rezultat tega je, da ne moreš delati niti izgubo, niti z majhno dodano vrednostjo, ker potem tvojih zaposlenih ne boš mogel dobro nagraditi in tako naprej. In posledica tega je, da seveda tudi tebi kot lastniku ostane več. Ampak ti si v celem procesu plačal vse davke, vse prispevke, ne? Bil družbeno odgovoren in tako naprej. Ne? Zaposloval in vse. Ne? In na koncu ti je nekaj več ostalo in zdaj, kad ti je nekaj več ostalo, boš pa ti zaradi tega pa kaznovan in te bomo še enkrat obdavčili. Veste, govoriva o davku na dobiček? Ne, govoriva o davku na premoženje zdaj, ali pa na nepremičnine in tako naprej. Ne bomo spet obdavčili bogate in tako naprej. A veste, in to je potem tisto, kar med ljudmi in podjetniki dela eno določeno negotovost. Zakaj bi investirali v Sloveniji? Zakaj ne bi rajš prodali in šli nekam drugam ali pa tisto nekje ven? In to se zdaj dogaja. Poglejte, v zadnjem času se prodajajo, bom rekel, ključna podjetja z področja kmetijstva in tako naprej. Ne? Mi smo edini, ki smo, dobro, jaz sem tudi prodal Američanom, večinski delež Pipistrela, ampak kakšen procent pa ste prodal? Zdaj praktično celga, ampak ne od vseh družb, ampak sem s tem denarjem od Hrvatov, od Podravke, kupil 10 hektarjev, 2 hektarjev in pol sred Ljubljane v BTC-ju žito bivše, ne? In sem naredil 10 hektarjev spet slovenskih, ki prej ni bilo. Ne? Ko sem kupil Mercator Maribor, sem ga kupil od Mađarov, ne? Sem spet tam, a veste, sem tudi določene stvari spet naredil slovenske, ker drugače ne bi bile. Ne? Ampak če se vrnem na tisto, kar sem prej govoril, ne? Če obstaja bojazen, da politika na dolgi rok ne omogoča nekih stabilnih pogojev za razvoj podjetništva in investiranja in tako naprej, obstaja med podjetniki strah. In to je tisto, kar bi bilo treba prvo narediti. Dati dolgoročno stabilnost, da bojo ljudje v Sloveniji investirali. Ne v Dubaju, ne v Monaku, ne v Ameriki, na Cipru in tako naprej. Ne? Da bi tukaj in da se ve, da če imam tukaj neke normalne, bom rekel, davčne pogoje, ne, da
se mi ne bo splačalo, ne vem, nekam drugam, kjer je 10% davka, ga imam tukaj 15, 17, 18, ne vem kaj, ampak če ga imam 30, 35, je pa že verjetno se splača premisliti, če nisi več davčni rezident Slovenije, ampak greš v Bosno. Ne? To je tisto, da so pogoji dolgoročno taki, da so ljudje motivirani biti tukaj v tej naši krasni državi in tukaj ustvarjati delovna mesta in držati mlade, ki smo jih zastojni šolali tukaj. A veste, mi smo res radodarni, če tako pogledate. Ne? Glede izobraževanja. Glede izobraževanja. Veste, mi kot država nimamo nobenega mehanizma, ne, da bi enemu mlademu, ki smo mu 10, 12, tudi 15 let plačevali šolanje, da bi ga prisilili, da ostane tukaj. Ne? Da ostane vsaj 5 let tukaj. Ne? Ali pa, da ne vem, vrne nekdo drugi iz Amerike, ki ga bo zaposlil, državi investicijo to. Ne? In tega se sploh ne zavedamo, kako mečemo denar skozi okno, ker izobraževalni sistem ni slab, vendar ne motivira mladih, da bi ostali tukaj. In če mladi tukaj ne vidijo, tudi kot podjetniki, če konča nekdo ekonomski faks ali strojni ali karkoli, in da bi odprl podjetje tukaj in da ne ve, koliko bo jutri plačal davka in da ne ve, kaj po jutrišnjemu bojo stanovanje zarubili ali pa ne vem, ker to je rubež, če ti vsako leto da, ne vem, 2-3% gor, v 30 letih si jo nepremičnino. Ne? Tako da, če tega ni, ne, potem bojo pač mladi šli in to bi jaz, če bi jaz imel čarobno palčko, bom rekel, ne, jaz sem rekel zadnjič, da bi lahko vodil državo kot popoldansko obrt, ampak dejansko te osnovne stvari so tako enostavne, da sploh ne rabiš kaj dosti časa, ne, si pogledaš najboljše prakse, ki so tudi po svetu in jih implementiraš, veš, ne, ampak če pa, bom rekel, tvoje znanje polnjenja proračuna, ne presega znanja dvigovanja davkov, ne? To se pravi, da edino stvar, ki znaš zapolniti proračun, je dvigovanje davkov, potem jaz mislim, da tudi nisi za tisto funkcijo. Ne? Ja, sej to se mi pa zdi, da je mal strukturni problem ali pa politični problem, zato ker tist, ki več obljubi, bo generalno izvoljen in to se v bistvu razdaja, ne? In kako bilanco pol uravnotežiti na hiter način, je, da dvignemo davke. Ne? Ja, in izgubimo toliko podjetnikov ali pa izgubimo toliko družb, ki so jih podjetniki prodali zaradi tega, ker vidijo motivacijo nekje drugje. A ni to škoda? Ja, izredna škoda, ja, da je to edini mehanizem. Čeprav je na kratki rok res edini možen, ampak tukaj je pa problem teh... Jaz ne vem, če je to res. Ja, produktivnost ne morava dvigati v enem letu. Ne, ampak drugi mehanizmi, lejte, jaz sem ministru Boštjančiču mislim, da na 8 straneh pred enim letom dal seznam stvari, ki jih bi lahko implementiral, brez da bi obremenil Slovence z enim samim evrom. Poglejte recimo Portugalce, zlata viza portugalska. A veste, 700,000 evrov za to, da dobiste portugalski potni list. Kaj to stane državo? Nič. Od jutri naprej lahko kasiramo vsem Rusem, Urugvajcem, Ukrajincem in tako naprej. A veste, pa to so bolj produktivni posamezniki. Ja, tisti, ki hočejo imeti evropski pasoš, a veste, ki ga drugače ne morajo dobiti. Ampak kaj to stane Slovenijo? Nič, prav? Portugalska polni proračun kot nora na račun tega, ne? A veste, koliko 10,000 kamionov gre na dan čez Slovenijo in vse, kar imamo od njih, je samo onesnaženje. Zaradi tega, ker jih ne znamo motivirati, da bi tankali, kamion navadno tanka 1000 litrov, tudi več, ne? In gre mirne duše čez Slovenijo. Ne, da bi znižali trošarino. Dovolj je, da bi mu ponudili eno lončnico in eno pijačo, in če se ustavi in tanka, da dobi to zastojn. Lejte, ampak od 1000 evrov
je 60% čistega, kar gre državi. Skozi trošarino, davek na ceste in tako naprej. To so milijarde, a veste, to z nobenim davkom denarja toliko ne dobimo noter. Ne? In da ne se spuščam zdaj v podrobnosti. Takih mehanizmov je ogromno in ni treba ne vem koliko narediti. In ne bi obremenili slovenske državljane niti samim evrov dodatnega davka. Sam razmišljati bi bilo treba malo out of the box. Ja, jaz se s tem strinjam, pa podpišem vse, ker sem tudi sam podjetnik, ampak razumem recimo argument, da recimo kam gre zdaj civilizacija z vidika večanja razlik med bogatejšim slojem in revnejšim slojem ali pa srednjim slojem v razvitem svetu. Ne? Te razlike se večajo in večajo. Ne? In zdaj, meni je to zelo všeč, vse, kar ste rekel, a ne, vi ste, če bi dobil neko olajšavo, vi bi to itak investiral nazaj v Slovenijo. Sej sem jaz sem olajšav dobil, pa ne nazadnje sem pol tudi, ne samo z investicijo in davki, vrnil večkratno državi, tudi donacijo sem dal 6-kratno, glede na olajšave, ki sem jih dobil. Ne? Vsi nimajo takih vrednot. Ja, ampak lejte, zakaj nimajo takih vrednot? Zaradi tega, ker nimamo tudi tega institucionalno rešenega. Ne? Jaz sem tudi tukaj, bom rekel, črna ovca, ne? In sem nekaj naredil in sem občini zrušil proračun in ne vem kaj in tako naprej. Ne? Če bi mi imeli to institucionalno rešeno, ne? A veste, da nekdo, ki donira v javno zdravstvo, ne vem kaj naprej, ne? Sem mu to priznal kot davek. Plačilo davka. Mi tega nimamo. Poglejte v Ameriki. 0,5% ali kako je že. Ja, mislim, lahko... mislim, bučke. Ne? V Ameriki pride človek in reče, lejte, jaz ti imam zaplačati, ne vem, 100 milijonov davka, prije na davčno in se zmenijo in reče, lejte, jaz vam bo dal 30 milijonov, postavite novo univerzo, ne? Novo bolnico, ne? Zaradi tega mi boste od ostalih 70% odbili 20 in bom plačal sam 50, ampak država bo še zmeraj dobila 70. Ne? A veste, ne? Takih mehanizmov mi v Sloveniji nimamo, pa sem prepričan, da mrskašen od mojih kolegov bi to naredil. A imate tak občutek, recimo v vašem tem krogu, a ne, koliko je tega altruizma prisotnega, pa res tazga pravega, ne, da se zaveda posameznik, da bo njegova sreča odvisna od okolja, v katerem živi. Ne. Lejte, danes se vsi zavedamo, vsi podjetniki, sem prepričan, da sami ne moramo narediti več zgodbe. Ne. Danes uspešne zgodbe na dolgi rok ne moreš delati sam. Ne. Ja. Brez zaposlenih, motiviranega kolektiva na prvem mestu, mogoče za okolja in tako naprej. Jaz vam povem, da rabite širšo zgodbo. In okolje je povezano z uspešnostjo. Ne nazadnje, brez zdravih zaposlenih ne morete računati, da boste ne. Torej rabimo zdravstveni sistem, ki funkcionira. Brez varnih zaposlenih, torej rabimo neko vojsko, rabimo neko policijo in tako naprej. A veste, brez vsega tega ne gre, vsaj na dolgi rok ne. In to se vsi zavedamo. Sam dokler živimo v nekem mehurčku varnem, ko vsi živijo v nekem idealnem svetu, se tega ne zavedamo. Tudi prej ste rekel, mladi pač vemo, da ne smemo jesti hamburgerjev in tako naprej. Kdaj se začnete to zavedati? Prvič, ko greste zdravniku in vam ugotovi nekaj, da je narobe. Ne? Pri 50. Ja, a veste, ne? Do takrat pa ne. Do takrat pa, ja, veš, da to ni zdravo, ampak bom rekel, prvi udarec po glavi, ne, pride pa takrat, ko te zdravnik postavi pred dejstvo, kakšen imaš holesterol, kakšne imaš težave z žilami, kaj imaš to, ki tam in tako naprej. Ne? In mi bi morali bolj plansko, mislim, vsaka država, družina, podjetje, tudi država rabi gospodarja, ki gleda na dolgi rok. Ne? In jaz sem za demokracijo te prvi, ampak nažalost ugotavljam, da preveč demokracije tudi škodijo. Jaz imam dostikrat rajš malo manj pametnega kralja ali pa kakšnega takega napol takega absolutista ali karkoli bom rekel, ker pa zelo pameten, ampak skregan parlament med sabo. Ne?
Aha, se pravi, recimo podoben kitajskemu sistemu, kjer lahko oni... Poglejte, tudi Bližnji vzhod, dosti, ki imajo te šahe, šejke in ne vem kaj in tako naprej. Ali pa tudi države, ki imajo monarhije in tako naprej, kjer se vede, poglejte, pred kratkem sem imel priliko, da sem se zadrževal neki, bil sem povabljen pač na dirko v Monte Carlo in če se tam pogovarjate z ljudmi, ne, ja, kaj sploh lahko tukaj delaš, sem rekel, ne? Zelenja ni nič, ne? A priješ sem samo zaradi, ne vem, nižjih davkov in tako naprej. Monako. Ja, Monako, ne? Ampak veste, kaj so rekli? Tako, kot se pelje ta država, je koncept, ki ga imam jaz v svojem podjetju. Skrbi za svoje državljane, skrbi za stare. Imamo brezplačne polnilnice, povsod so električne polnilnice, dogajajo se stvari in tako naprej. Vse to, kar bi si lahko nekdo želel v svojem podjetju ali pa delaš, vidiš, da se dela tukaj na enak gospodaren način tudi na nivoju države. Ne? In torej ni problem, da se to ne da. Ne? Problem je samo v konceptu gospodarnosti. A veste, če imate vi razklan parlament in da imate 3 glasove, ki lahko odločijo za ali proti, potem ne boste nikoli uspešno peljali na dolgi rok. In mi pač smo tako razdeljeni v Sloveniji, da več ali manj ena sama, bom rekel, stran ne more proki dosti narediti. In to ne spelje po poti, da je po vsakih volitvah še malo slabše, kot je bilo prej. Ja, to je zelo zanimivo, ker ste dali primerjavo te take majhne države, kot je Monako. Ja. Ki vidim mogoče ene par težav, če razširva to zgodbo na neko veliko državo ali pa državo, kot je Slovenija, ki je mnogo večja od Monaka, je, da je produktivnost razporejena med državljani zelo različno. Ne? Se pravi, v vašem podjetju se mi zdi, da produktivnost med enim posameznikom pa drugim posameznikom ne varira ekstremno. Ne? V neki državi pa en posameznik ali pa vi na drugi strani je produktivnost ekstremna. Ne? Ja. In zdaj, če bi mi nagradili te produktivne posameznike, ki so res produktivni, pa res so si zaslužili, bomo imeli to razliko, ki sem jo prej omenil, mogoče toliko ekstremno, da bo destabilizirala celo družbo. Ne? Mislim, to se že dogaja, veste, ker dejstvo je, da če danes hočete biti uspešen, ne, morate planirati in ustvarjati neko rast. Ne? Ja. Brez tega praktično ne gre. Ne? In večanje dodane vrednosti in tako naprej. Pustimo, ali je to v redu, ali je to etično in tako naprej. Ampak dejstvo je, da ta svet tako funkcionira. Ne? Ja. In tisti podjetniki, ne, ki, bom rekel, so si to postavili kot edini cilj, ne glede na to, ali grejo čez trupla zaposlenih, ali grejo čez, bom rekel, zdravje planeta in tako naprej, ne, ampak so v 10, 20, 30 letih postali tako veliki, da so, bom rekel, bolj pomembni ali pa bolj uspešni ali pa več vredni kot celi kontinenti, ne samo države recimo. Ne. Imamo par podjetij na svetu, ki so več vredna kot cel ostali svet skupaj recimo. Ne. Ampak in vpliv imajo. Ne? In imajo vpliv. Ne. In zdaj smo pa tam. Ne. To sem hotel pač izpostaviti. Ne. Ta vpliv je potem tisti, ki pelje družbene spremembe. In ta vpliv je tako močen, da čeprav sem jaz, bom rekel, zelo velik zagovornik, bom rekel, socialnega, na nek način socialnega koncepta družbe. Lejte, jaz tudi v podjetju, prej sem že rekel, da 1/3 zaposlenih je imela večjo plačo od mene. Ampak mi smo imeli tudi razmerje med najvišjo in najnižjo plačo, čeprav so bili neki uspešni posamezniki, ne vem kakšni, smo imeli 1:3. Mi nismo imeli nikoli nobenega na minimalni, ampak nikoli nobenega, ki bi imel ekstremno plačo. Pa še vedno ni šel v nobeden stran, ker je videl druge motivacije. Ne? Pa bi drugje lahko več. Pa bi drugje lahko, ne, 10-krat več bi dobil, recimo, lahko. Ne? Nekje v Ameriki in tako naprej. Ne? In to je potem tisto,
se je treba vprašati, ne, kje je tista meja, do kje si lahko ti uspešen na račun drugih. Ne? Ker lahko si ti uspešen brez da si uspešen na račun drugih, lahko pa ne. In temu jaz pravim, da je črta med uspehom in pohlepom zelo tanka. Dokler jo ne presežeš, ne, delaš na način, da so vsi zaposleni tvoji zadovoljni, da si eden izmed njih in tako naprej. In da če veš, da imaš 5 oblek in si v tem srečen, in če veš, da ne rabiš 3 vikendov, da veš, da imaš en avto dovolj in tako naprej, in da potem gre tista vrednost v družbo, v nove projekte in tako naprej, ne v osebno potrošnjo, je to ena stvar. Druga stvar je pa, če greš preko te črte, ne, ko te začne voditi pohlep, potem te ne brigajo več zaposlenih, greš preko trupel, ne, te ne brigajo več, ali si del ene družbe, ki ima asfaltirane ceste, ali pa jih nima, ali pa zdravstvo in tako naprej. Ampak, veste, tudi tisti ljudje ne bojo nikdar srečni. Tudi če bo imel 100 metrov veliko jahto, ga bo cmok v grlu bolel, ko bo šla 102 metra velika jahta mimo njega. Ne? Veste, in potem je to dejansko koncept, ki po mojem mnenju na dolgi rok nima možnosti preživetja. In ta sistem se bo sigurno nekako moral, da ne rečem sesud, se bo moral preurediti, da bomo, bom rekel, v večini živeli bolj normalno, ne, ampak bomo še vedno motivirani. A lahko preverjam, če prav razumem. Se pravi, najprej ste rekel na začetku pogovora, da more biti profit komponenta podjetnika. Se pravi, to je treba zasledovati. Tako. Ampak zdaj pa ste rekel, da maksimiziranje profita ni dobra pot. Ja, profit je vedno zdrav, tudi rast je zdrava, dokler gremo, ni to na račun sodelavcev, delavcev, zaposlenih, okolja in tako naprej. Ko začnemo pa profit maksimizirati preko trupel, če lahko temu rečem, ne, potem so seveda tudi ti profiti ekstremno večji in tako naprej lahko, ali pa tudi ne, odvisno od velikosti firme, ampak ta koncept je ta, ne, da dajmo motivirati profit, ampak dajmo istočasno motivirati tudi družbeno odgovornost, zaposlene in tako naprej. Ne. Zdaj pa, kaj se pa pri nas govori, ne, prav v zadnjem času, v teh 2-3 letih, ne, dajmo vse delati za družbo, za zaposlene in tako naprej, kar je vse v redu, ne, ampak dajmo jih udariti po žepu, da ne bo imeli profita. Ne. Tisti, ki ustvarjajo ta delovna mesta. Ne. Če bomo njih udarili po žepu, ne bojo ustvarjali niti profita in dobrih pogojev za zaposlene. Te lekcije niso vzeli nekateri v našem parlamentu, a veste, to je problem. Kako pa enega vašega kolega zmotivirati, pa recimo, da ta kolega maksimizira profit? Lejte, jaz sem tudi nekaterim svojim zaposlenim omogočil, da so šli v svoja podjetja, da so postali tudi močni podjetniki in tako naprej. Tudi ne nazadnje zaposleni, ki so imeli svoje deleže. Oni so bili vedno motivirani, da rastejo, da maksimizirajo profit oziroma da se gospodarno obnašajo, ampak zaradi tega nismo nikdar nižali nobenemu plače, ne? Mi nismo nikoli delali na račun nekaj drugega, ne? Ampak je bil profit nadgradnja socialnega stanja, če lahko tako rečem. Ne? Zato jaz pravim, da jaz sem mogoče med svojimi kolegi najbolj socialno usmerjen. Bolj sem mislil kolegi podjetniki, ne zaposleni. Se pravi, da ste recimo na istem nivoju, ne? Lejte, vedno več je takih, ki razmišljajo tako kot jaz. A res? Ja. Dejstvo je, da veste, bom povedal z enim primerom. Do pred nekaj časa je tudi statistika in mediji so objavljali procent nezaposlenosti, ne? Koliko imamo nezaposlenih, ne?
a to še slišite? Ne. Danes slišite govora o procentu deficitarnosti delovne sile. To se pravi, včeraj je bila nezaposlenost, danes je pa manj kot delovne sile. In to je tudi v glavah podjetnikov sprožilo alarm, tudi tistih najbolj hard, bom rekel, kot delavc ni pomenil nič, ampak je bil del Excela in tako naprej, ne, je sprožilo drugačno razmišljanje, da jutri bo pa ostal brez delavcev, ne, in je končno začel razmišljati, da dobri zaposleni, motivirani zaposleni so tisti, ki so njemu tudi omogočili, bom rekel, rast, profit ali pa lagodno življenje ali karkoli. Ne. Tudi COVID je naredil svoje, ampak to, ne, da se zdaj recimo zahodni svet tako hitro, bom rekel, širi ali pa raste in tako naprej, da je povzročil pomanjkanje delovne sile iz tistih bazenov, ki smo jih imeli prej tukaj blizu Balkan in tako naprej, in da morajo prihajati v drugje in da seveda rabijo stanovanje in tako naprej in so enako dragi, samo mogoče malo slabšo produktivnost pa rezultat ima. To je začelo spreminjati miselnosti mojih kolegov, da se je treba fokusirati na zadovoljnega delavca, to, kar jaz delam že 30 let, a veste. In vedno več je takih, ki zdaj to sprejemajo, a veste, in se zavedijo, da stroj sam nič ne naredi, ne, da tudi umetna inteligenca ne bo popravila pipe, ne, in tako naprej. Začelo se je spreminjati to, da je mentaliteta v glavi, da je cenjeno delo in ne izobrazba. Ne? A veste, izobrazba je pomembna, ampak danes vse svetovno znanje vi dobite na internetu, vi ga morate znati nadgraditi. Ne? In to najprej so se moji kolegi zelo bunili ali pa bom rekel zgražali, ne? Da kako je lahko ura enega vodovodarja ali natakarja, ne, več plačana kot ura inženirja ali pa raziskovalca. Zakaj? Zato, ker je šortič tega. Je povpraševanje veliko. Ne? In danes, jaz vam povem, v Sloveniji ga ne dobite kuharja za ceno raziskovalca ali pa inženirja z izkušnjami. Ne? Ja. Ker jih ni, ne? To je tudi naš sistem kriv, ker je to pred leti pač to praktično izobraževanje in tako naprej popolnoma izničil. Ampak to je tisto, da se zdaj, hvala Bogu, vsi skupaj zavedamo, da smo vsi na istem čovnu. Lastniki, delodajalci in zaposleni. Če hočemo biti uspešni, moramo se začeti o tem pogovarjati. Tisti četrti, ki pa ustvarja pogoje za vse to, se pa nažalost, politiki. Ja, točno to, so pa tisti, ki so pa še vedno na obali in na bregu in mislijo, da bojo oni zdaj nas reševali iz vode z nekimi prijemi ali pa zakoni in tako naprej, čeprav ne vejo, koliko imamo mi, bom rekel, prostora še v čovnu, koliko imamo glavo pod vodo in tako naprej. To gospodarstvo ve. Ne? Ta komunikacija med razumevanja med politiko, ki ustvarja pogoje in gospodarstvom, ki se zaveda, da mora polniti tudi proračun, ne, zato da vsi živimo, ta komunikacija ni še tam, kjer bi morala biti. Ne. Vse to vprašanje lahko preskočiva, če boste želeli, ampak recimo jaz, ki je naš trenuten premier prišel na oblast, ne, jaz sem njega tretiral kot podjetnika, ne, da bo mogoče razumel te aspekte, ki jih midva zdaj danes, o katerih midva danes govoriva. Ne? Ampak dobivam zdaj občutek, da ni tega razumevanja. Ne, veste, to je lihtko kot v podjetju, ko pride en inženir s polno znanja in začne nekaj razvijati in potem pride senior zraven, ne? Človek z izkušnjami, ki mogoče sploh ni inženir, ampak neki tehnik, ampak je v podjetju že 20-30 let in mu reče, lej, ne tega razvijati na ta način, ker to smo mi že pred 15 leti probali in ne gre. Ne? In pol je stvar samo dojemanja. Ali bo ta mlad rekel, ja, jaz imam znanje, ampak nimam izkušenj, ampak bom jaz dokazal z mojim znanjem, da vi tisto, kar ste probali, ne velja, ali bo pa ta mlad rekel, ja, si to je pa res tako, ne, bom raj se fokusira druge. In kje imamo mi problem naše politike? Vključno s premijejem in tako naprej.
prihajajo ljudje, ki imajo dosti, bom rekel, znanja na svojem področju, nimajo pa izkušenj o vodenju države. O vodenju države na način, ki, veste, vodenje je umetnost. Ne? Vi ste lahko tako, kot naš premier, z vsem spoštovanjem, dober v svojem podjetju, ker imate eno svoje okolje, ki diha z vami in ki ve, kje so cilji. Tukaj pa kar naenkrat se srečate s 15-30 različnimi interesi. Ne, in pritiski. Ne? Ja, usklajevanji različnih interesov, ne, katerih izkušenj pa mogoče imate malo manj. Ne. Ravno tako, če pride minister, ni treba, da je premier, ne. On pride na ministersko mesto in se sreča z srednjim nivojem državnih uradnikov, ki peljejo to državo že 20-30 let na isti način in jih prav malo briga, ali je prišel nov minister ali ne, oni delijo po svoje in čakajo, da se bo tako ni zamenjal. Ne. A veste, politika ima zelo omejene možnosti dela. Jaz sem lih toliko povohal tako kot svetovalec in tako naprej, da vem, da državo pelje srednji sloj uradnikov in ko pride nova politika, delijo enako naprej. Ne? Ker tudi seveda politika ne more biti sposobna peljati. Sej, lejte, pogledajte, kdo pride vse za ministra praktično. Ga ni poklica ali pa če sploh ne rabi poklica za to, da pride za ministra. Ne? Nima niti znanja, niti izkušenj. Ne? In potem seveda se upre na tisti srednji sloj birokratov, če lahko rečem, ki mu pomagajo in peljejo naprej. In to je koncept, ki so ga, bom rekel, slovenski javni uslužbenci pač pogruntali in peljejo državo. Jaz pravim, da to državo sploh ne pelje politika, ampak srednji sloj državnih uradnikov. Ni me po interesu status quo, verjetno. Čim manj sprememb in s čim manj, bom rekel, stresa in znanjem, ki ga imajo. In to je dvigovanje davkov. Prej, ko sva rekla metaforično ali pa sva se malo poigrala s tem, če bi vi imeli čarobno palčko, a mislite, če bi prišli na to pozicijo, da bi vas presenetilo to, koliko imate zvezane roke ali pa koliko se ne da narediti stvari? Torej, mene itak, da me pred vsakimi volitvami ali eni ali drugi ali kakorkoli hočejo, bom rekel, nekako dobiti zraven, ne? In pa pet za to, pa rabimo, ne vem, gospodarskega ministra, pa rabimo, ne vem, predsednika države, pa imaš prepoznavnost, ki je večja, ne vem, Čeferina, pa ne vem, kaj delijo tam neke ankete, ne? In moj odgovor je vedno enak. Lahko grem v politiko in tudi prevzamem odgovorno delovno mesto pod dvemi pogoji. Eden je, da mi pustiste proste roke delati, torej, da ne bom imel opozicije v sindikatih in tako naprej. Dajmo si čas 2-3 leta, da me pustiste na miru. In drugo je, da me pustijo mediji pri miru. In pogovor hitro konča. Kako mediji pustijo pri miru? Ja, ker danes mediji sesujejo vse, ne? Mislim, a veste, ne? Danes mediji naredi, lejte, jaz ko vidim, ko mediji napišejo kakšno neresnico ali kaj takega, rečem, v skladu z zakonom členom dejte to demantirati, ker ni res, ne, ker govorite laži o meni, ne, ali pa vas bom dal na črno listo. Ne. In če tega ne razumejo in tudi če objavijo, a veste, ko je enkrat objavljeno, je pol zelo težko demantirati karkoli. Ja. In če mediji naredijo konstrukt, pol ste vi tisti, ki se morate zagovarjati, da ni bilo tako. Ne. In to je tisto, zaradi česar jaz ne grem v politiko, ker točno vem, da bi me pač določeni mediji začeli sesuvati, delati zgodbe in tako naprej in moje delo, za kar bi šel tja, ne bi bilo tako učinkovito, kot bi lahko. In pol, ko teh dveh pogojev ni, pol jaz nimam več kaj tam. Ja, to so taki pogoji, ali pa taka ponudba, ki ne morejo sprejeti, ne? Mediji. Ja, lejte, pa zelo enostavno je. Je enostavno, ampak za medije nesprejemljiva, verjetno. Ker mediji danes peljejo svet, ne? In postavljajo politike, odstavljajo politike in tako naprej. Ne? Poglejte, recimo, koliko je recimo močna je tarča, ne?
Danes je Tarča, v tem mandatu je Tarča odstavila več ministrov kot pa recimo premijer, ne? A veste, to je dejstvo. Mislim, mediji danes imajo svojo moč, ne? Nisem nikoli sploh tako razmišljal. Ne vem, če sem kdaj gledal to dajo. Pa vam jaz povem, ne? A mislite, jaz vseeno mislim, da se generacija zamenja, da bojo te vplivi vedno manjši, ne? Strani teh mainstream medijev, ko govorite. Mislim, neka Tarča verjetno ne bo imela vpliv na nekega, ki je zdaj star 20 let. Ne predstavljam si čez 10 let. To ne, ampak na funkcionarja pa še vedno. V kakšnem smislu? Ampak, da potegne ven, recimo, tudi lahko upravičeno afero in tako naprej, ampak jo lahko nobeden ne bi potegnil ven, niti policija, niti nobeden, ampak danes največja, bom rekel, prednost novinarjev je raziskovalno delo. Ne? Tukaj imajo novinari še, bom rekel, svojo močno platformo, ki jih drži po konci. Ne? In lahko raziskujejo po mili volji. Ne? In dobijo podatke, danes vsi tajni podatki so javni za novinarje, vsak ima nekje nekega, bom rekel, ovaduha ali pa nekoga, ki mu priskrbi podatke in iz policije, vojske, vlade ali karkoli. Ne? Danes itak je ta puščanje podatkov, smo ga pač sprejeli, da tak je. In iz tega se potem naredi seveda neko kronologijo, zgodbo in tako naprej in jo lansiraš. Ne? In če jo lahko kot medij zagovarjaš, rezultat je odstop ministra, dejstvo je to. Ne? In to se dogaja. Ne? In to se dogaja v Sloveniji bolj kot kje drugje. Ne? Ker drugje imajo inštitucije močnejše, kot jih imamo v Sloveniji. Ne? V Sloveniji policija začne največkrat raziskovati potem, ko je prišla informacija skozi medije. Ne? Zanimivo je. Ja, ker bi morali biti obratno. Ne? Jo ni logike. Ne? Ja. Bi morali biti mediji tisti, ki so poročali, kaj se dogaja. Ne? Pri nas pa, bom rekel, preiskovalni organi iščejo tisto, kar so mediji najdli. Ne? Sej, meni se zdi bolj, da ostanete v podjetništvu, klej je lahko večji vpliv bi jaz rekel. Ne, škoda moje energije, da bi šel dejansko v nekaj takega. Ja. Kaj pa, če bi bili učitelj? Kakšen predmet bi učil? Torej, jaz sem zelo dosti predaval nenazadnje kot učitelj letenja, pa tudi, bom rekel, moje podjetniško pot in tako naprej. Zdaj sem tudi lansko leto, ko sem dobil naziv ta častni doktorat. Na ekonomski? Na Univerzi v Novi Gorici. Sem rekel, ja, rade volje ga sprejmem, ampak bi zelo rad potem imel en semester rehumanizacija, ne? Ker dejstvo je, da mi imamo težave z našo humanostjo in tako naprej. Ne? Ta družba se degradira tako, da je groza. Ne? In prej ali slej bo treba zlasti mladim povedati, kaj je treba narediti, da bomo to družbo naredili spet humano, ker danes, a veste, že na prvi randi, če gre sta dva, se pogovarjata preko SMS-ov in sta na telefonih in tako naprej. Ne? Mislim, mi smo to zgubili, ne? Ta čut do sočloveka, ta čut do emocij in tako naprej. Ne? Neka empatija ali kako da drugo. Ja, mi postajamo tako brezosebni, da to ni res. Ne? In zaradi tega sem rekel, jaz bi zelo rade volje šel med predavatelje in naredim predmet rehumanizacija. Ne? Tako da, ja, tukaj se sigurno vidim kot recimo posredovalec nekih izkušenj ali kaj takega. Saj tudi nazadnje, kolikor imam časa v svojem prostem času, grem kot gostujoči pač predavatelj, grem kot gostujoči, bom rekel, govorec kam zlasti mladim, srednje šole in tako naprej. Grem dost. In mi to daje energijo, ker res ljudje smo gledala, ne? To, kar date, dobite, ne? Tudi če vi nekomu predavate in če bi pol pride do neke diskusije, vedno tudi nekaj odnesete od tega. Tako da to me zelo bogati. Jaz imam tudi eno, mislim, sem ambasador v eni fundaciji Vrabče Kupanja, ki zbira denar za otroke z cerebralno paralizo, bolnice v Šempetru na Stari Gori. In glede na to, da imam jaz milijon nekih ponudb ali pa prošen, da bi prišel
predavati. Nikoli sicer ne zaračunam niti potnih stroškov za moja predavanja in tako naprej, ali pa honorarja, sploh ne, ampak sem pa zelo srečen, če je tudi organizator, bom rekel, tako družbeno odgovoren, kot sem jaz, in neki donira potem tej bolnici, ne. Imamo ta vrabče kupanja, se imenuje, tako da imam potem tudi zlato, srebrno in bronasto skulpturico, da dam za spomin in tako naprej. Tako da letno zberem kar nekaj denarja tudi za te otroke dol. Tako da grem, ja, če se le da rade volje grem in posredovanje informacij, znanja, izkušenj bi mi bilo sigurno, če ne bi počel nič drugega, bi mi bilo sigurno v veselje delati. A ste srečen? Zelo. Jaz sem v svoji koži zelo srečen. Nič ne bi spremenil niti za nazaj, niti danes, nič ne bi spremenil. A je bilo kdaj kakšno obdobje, ko si ne bi mogli iskreno odgovoriti, da ste srečen? Torej, v življenju seveda prihajajo obdobja taka in drugačna. Jaz tam, kjer sem imel možnost karkoli narediti in da sem bil v stanju to narediti, sem to tudi naredil in sem vedno si tudi življenje zrihtal tako, da mi je bila hobi služba, služba hobi in tako naprej. Tam, kjer si pa nemočen, tam pa seveda si doskrat tudi, bom rekel, nesrečen, ne? Posebno pri, bom rekel, bolezni in smrti mame od moje hčerke in tako naprej leta nazaj in to. To itak, da ne moreš biti srečen, ne? Ampak moraš vzeti kot del življenja, če ti to življenje nameni, moraš to pač razumeti, sprejeti in iti naprej, ne? Ker veste, ukvarjanje s preteklostjo jemlje energijo človeku, ne? Kakršnokoli je, ne? In zato je treba preteklost spoštovati, jo razumeti, ne? Jo pustiti tudi zgodovinarjem, kar se politike tiče, ne? Če lahko tako reče, ne? Ne smemo pozabiti določene stvari, vendar se pa ne smemo s preteklostjo ukvarjati tako, da bi nam jemala energijo, ne? Ker pol ni energije za vsak dan in ni energije za naprej, ne? In tega se zelo drži. Kje pa vaš recimo večino časa prebiva? Zdaj sva rekla, verjetno ne toliko v preteklosti, a je kaj v sedanjosti, ali je malo v prihodnosti, ali je precej v prihodnosti, se pravi neka vizija. Jaz sem zelo gledal vedno preveč v prihodnost, ne? Preveč v prihodnost, zato sem tudi doskrat kakšne težave imel z razumevanjem okolja in tako naprej. Ne nazadnje, ko sem jaz začel razvijati električno letalo, so me sprašvali, koliko bo dolgi kabli, pa tako naprej, ne, veste, tako da vedno sem imel malo težave, ker sem razmišljal drugače, ne, tudi naša mama, Boga pokojna, je imela vedno težave na roditeljskih sestankih, točno z istim stavkom je vedno prišla domov in rekla, zakaj ne more biti tako, kot so vsi drugi. Tako da jaz sem vedno to tako imel. In tudi zdaj, jaz zelo malo spim, ne, se to je splošno znano, ne, tako da nekje med 2 in 4 uro zjutraj. Kako? Ja, jaz grem spat nekje malo pred 2 in ob 4 sem že na mailih, tako da 2 uri. Spim, zato sem tudi prvi podočnjak iz Slovenije, ne, včasih je bil Jožef Kolč, ne, zdaj sem jaz. 2 uri na dan. Na dan, ja, tako da. Imam dosti, ja, tako da, ampak zaradi tega moram sanjati čez dan, ne, po dnevi in zaradi tega vedno sanjam in če sanjam vedno nekaj novega in kako bi kaj spremenil, kako bi nekaj dodal, kako bi pač nekaj, ne vem, kaj pa zdravnik? Mislim, a ste se kdaj pogovarjali s Ja, to ni zdravo, ne, to je dejstvo, da ni to zdravo. Ne rabim enostavno. Zdaj se nahajamo res v takem obdobju, ker spanje ful pridobiva na popularnosti, pa pomembnosti, pa zavedanje ljudi, koliko je to pomembno, ne? In jaz lahko za sebe rečem, to je v bistvu najbolj pomembna stvar v mojem življenju, da dobro in dolg časa spim. Čutim na mojem hormonskem stanju, da nisem 100% in me zanima en tak posameznik, ki spi deljeno 4 od mene. Ja, ne vem, jaz nisem nikdar potreboval veliko spanja, je pa res, da sem v zadnjih, bom rekel, 30 letih imel tudi, bom rekel, urnik tak, da mi je potem postala to rutina, veste, ker vaš kupec ali je zadovoljen ali ni, ne,
te prvo pokliče in pol se vpraša, a je ura dneva drugačna pri njemu, kot je v Avstraliji ali pa ne vem, v Michiganu ali pa ne vem kje ne, ali pa na Kitajskem, tako da praktično jaz sem končal dan po ameriško, ne, in ko sem ga končal, se je že začel dan na Kitajskem in tako naprej. Jaz imam še vedno družbe tudi na Kitajskem in delamo dosti z Ameriko in pač enostavno sem se tako organiziral, da tiste 2 uri, ampak tiste 2 uri pač tako, cak, dejansko spim intenzivno, močno. Ali pa če grem na letalo navadno tudi tako, ko letalo poleti, mene zmanjka in pol, ko zaropotade pristanemo, se zbudim. Tako da nimam nikdar težave z jetlegom. Ne, to je veliko potak. Nimam težav z jetlegom in tako naprej, ko prijem pač v drug časovni pas, ko se zbudim. Ne, Ja, zelo zanimivo. Ampak očitno obstajate posamezniki, ki to nekako funkcionira. Ne? A to že dolgo imate tako? Ja, dolgo, že praktično srednje šole po moje. Ja, sej ne nazadnje je bilo polno, ne, pa je Leonardo da Vinci tu zelo malo spal. Ne. Ali pa po 20 minut, ne? Ja, to se tudi meni zgodi, če jaz potrebujem, jaz se odklopim za 20 minut, vsak bom imel. Grem sicer vsak dan, če se leda, če sem doma ali pa zvečer, grem uro in pol, tudi 2 na sprehod. Dokler je bila še... Na tok dolg sprehod? Ja, in to malo hrib, tako da... Imate kakšne klice vmes ali brez vsega? Imam, ampak če kaj nujnega drugače. Ali se snimam dosti telefonskih klicov, ne? Stvari rešim po mailu, nimam prav kaj dosti telefonov tako čez dan. Sem pri sebi, sem dosegljiv, imam tudi vse kanale od Telegrama do WeChata, do ne vem česa, ampak človek bi mislil, da sem jaz stalno na telefon, sploh nisem, ne? Tako da jaz rešujem stvari po mailu. Kakšne imate pa, kakšno vsebino pa konzumirate, če jo sploh? Prej so govorila o podcastih, knjige, filmi, a ta vsebina vam ima mesto v vašem vsakdanu ali ne? Torej, knjige, nažalost, sigurno ne, ker si ne vzamem toliko časa. Jaz ne nazadnje zdaj upravljam 19 podjetij, ne, tako da ene bolj resno, ene bolj tako. Ampak, ja, dnevno se informiram tako, da pogledam pač naslove novic in če je zanimiva, pač grem pogledat. Kje pa dobite novice? Kaj odprete? To, kar je na telefon, mislim, to je slovenska, pa kakšnega... Greste na portale slovenske? Grem na določene portale, ja. Če me to zanima. In to je to, drugače pa živim predvsej v svojem svetu. No, tako. Se pravi, fokus na podjetja, verjetno. Ja, pa ekipe, pa njihovo delovanje, ne nazadnje, veste, so sejmi, zdaj recimo eno od teh mojih podjetij, kjer sem tudi solastnik, Sipabord, ki je razvilo ta električen sup, ne, s pomožnim motorjem, je ravno v ponedeljek v Nemčiji v Münchnu dobilo tole nagrado Red Dot in tako naprej. Oblikovalsko nagrado. Ja, tako da vedno se kaj dogaja. No, tako da zdaj sem predvsej udeležen tudi, vsaj da sem informiran pri obnovi Koloseja, te Odiseje, ki prihaja. To je to v BTC-u, zemljišče? Ne, to je ta bivši Kolosej. Ampak zraven je pa še zemljišče, ja. Dobro, ampak tam se zdaj prav kaj dosti ne dogaja. Imamo pač seveda neki podnajemnikov v teh halah. Drugače tam čakamo, da bomo pač, če bomo dobili nov OPN, ne, prostorski načrt, da bomo lahko združili, ker zdaj so 3 različni, da bomo lahko dejansko začeli razmišljati o enem takem 15-minutnem mestu in tako naprej, da bojo lahko vse vsebine povsod. Ampak to je bolj dolgoročen projekt. A mi malo več poveste o tem projektu? Točno o tem, pa tudi za Kolosej me zanima, kakšne imate plane tam? No, če začnem najprej pri Odiseji, Kolosej, Odiseja je pač ime zaradi tega, ker pač bojo vsebine drugačne, kot so bile do zdaj. Poleg kina, ne, ki ga še vedno ohranjamo v 12 dvoranah in bo živel zvečer od 5 ure dalje, bomo v teh dvoranah, vse dvorane postajajo večnamenske,
bomo imeli od 9 zjutraj od kongresov do prireditev takih in drugačnih, od plesnih šol do karkoli. In potem bomo imeli tudi tale del osrednji, kjer je bila prej ta luknja in stopnice dol, to smo zdaj zaprli in smo postavili velik oder z največjim displejem v državi in okrog smo naredili dvonivojske balkone oziroma galerije, tako da smo naredili en tak mini amfiteater za koncerte, za večje prireditve, ker dvorane so do 500 sedežev, ne? Tukaj pa gre noter 3500 sedežev, še eno malo halo Tivoli dobimo. In zelo razgibano, tako da polno bo različni vse. Prav za prireditve plus kino zvečer, ne? Tako, ja. Medtem, ko čez cesto, ne, v prostorih bivšega Žita, bi pa radi naredili en tak modern kompleks ali pa koncept tako imenovanega 15-minutnega mesta, kjer stanovalci, ki naj bi bilo približno nekje 3000, imajo večino tega, kar potrebujejo na dosegu 15 minut hoje. Ne? To se pravi od vse rekreacije, do sprehajanja psa, do trgovin. Mi smo nenazadnje v največjem nakupovalnem središču v državi BTC, s katerim tudi moram reči, da super sodelujemo, do tega, da bojo tam rekreacijske površine, bazeni, do trgovine, tudi poslovni prostori, seveda, in celo verski kotiček in tako naprej. Ne? In bi lahko ljudje, zlasti starejši, ker bomo seveda imeli tudi varovana stanovanja in tako naprej, bi lahko živeli na morda, to ne bo ograjeno mesto, da moramo tako, ne, to bo odprto, ker zadnjič sem nekje v enem forumu bral, zdaj bo pa 5 metrov visok zid naredil, tako kot Šalenburg in nobeden ne bo smel noter, ne, to bo odprto, ne. No in tam bojo potem lahko si, bom rekel, večino svojih stvari dnevnih, ki jih imajo, ne, si bodo lahko privoščili brez javnega prevoza. Ne. To se pravi, se že začne lahko nekdo spraševati, ali sploh rabi, ne vem, dati 30,000 evrov v avto, ali za vikend, ko rabi iti nekam na morje, ali karkoli si ga sposodi. Ne. In pride praktično do centra Ljubljane lahko tudi z električnim kolesom ali karkoli. Ne. Tako da ta miselnost se zaradi tega malo spreminja. Tudi dnevno ali pa tedensko je kar nekaj migracij v Ljubljano, prihajajo ljudje, ne vem, iz Prekmurja in potem imajo stanovanje v Ljubljani, zato da so tam od ponedeljka do petka, ne, pol grejo domov. Ne. In potem sem začel razmišljati, če so od ponedeljka do petka, ne, pa čeprav je to mogoče, da je par ali karkoli, ne, a je res tak koncept stanovanja, kot smo ga vajeni, res tisti, ki ga ti ljudje potrebujejo. Ne? In ko sem jaz lansiral to možnost, ne kot prisilo, ampak možnost, da je kuhinjski del manjši na račun večjega dnevnega prostora, ne? Se spet seveda ta tradicionalna Slovenija usula s komentarji, ne? in zgražanjem, da zdaj pa niti hrane več ne privoščim ljudem, ne? Ampak ni res, a veste, ti ljudje, ki se pripeljajo med tednom v Ljubljano, si zjutraj pripravijo zajtrk, potem grejo v službo, v službi neki pojejo v menzi in zvečer prijo domov in si naročijo Volt ali ne vem kaj nekega. Takšne so navade, ja. Take so navade. In potem imajo doma 5 metrov dolg kuhinjski pult, na katerem imajo čevlje, imajo vse šaro, prav? Zakaj ne bi rajši imeli pogrejevalnice, če res tako rečem, en manjši štedilnik ali pa še vedno hladilnik in tako naprej, da si lahko še vedno nekaj naredijo, ampak imajo na račun tega za isto ceno, ne vem, za istih 40-50 kvadratnih metrov, več uporabne površine za nekaj drugega. Ne? In vam moram povedati, da danes od 300-350 interesentov, 350 interesentov za stanovanja. A to so bojo stanovanja za najem? Ali za oddajanje? V glavnem za nakup.
Največ interesa imamo za nakup. Imamo na spletni strani, imamo pač obrazec in ljudje nam pač pišejo. In vam povem, da večina ljudi obkroži možnost manjše kuhinje. Ali pa poslovnega prostora, ker zdaj danes je tako, ne? Vi imate doma stanovanje nekje v Ljubljani in poslovni prostor najamete pa na drugem koncu. In vsak dan se vozite po pol ure vsako smer, da pridete do tja. Zakaj ne bi imel, ne vem, vaše zobne ambulante ali pa, ne vem, arhitekturnega biroja, tako da imate stanovanje popolnoma ločeno, vendar iz dnevne sobe imate vrata v drugi del, ki ima svoj vhod, svojo čakalnico in tako naprej, in ste doma in praktično delate od doma, ampak imate tudi pisarno. In tega interesa... Tako kot jaz tukaj. Evo, lejte, s tem, da imamo malo težavo z zakonodajo, ne, ker v Sloveniji je tako, da je objekt lahko ima eno namembnost ali pa recimo en štuk, ne, to se pravi eno nadstropje, ne morete pa imeti vi v okviru istega nadstropja bivalnih prostorov oziroma stanovanjskih in poslovnih. Kakšen je pa razlog? Da se to je nekdo napisal zakon nekod. A veste, in zdaj sem tudi tukaj dobil rešitev, ne, da pač enostavno stolpnico prerežeš na pol, ne, ali pa jo narediš tako, da je en del po višini je pač stanovanjski del, drugi del je posloven in so samo vrata vmes. Ne, vse se da, ne. Ampak to je škoda energije za take stvari. Ne. Zdaj, če pogledate, ne, zakaj zdaj jaz manj investiram v start-upe, ker ne morem, ne. Ker imamo v zakonu o gospodarskih družbah omejitev, da lahko vi ustanovite novo podjetje ali pa vlagate samo vsake 3 mesece. In to zaradi tega, ker je neki Mandeljcev pred 5-10 leti, ne vem kaj, so neki šmuglali z avti, ki so jih uvažali iz tujine, so ustanovili podjetje, obračunali DDV in preden so ga plačali, so zaprli podjetje in čez cesto ustanovili novo. In takrat pametnjakoviči zakonodajni, namesto da bi naredili drugačen način sankcioniranja takih, ne, ne, so pač rekli, ja, mora miniti 3 mesece, ne, seveda, da bi šel 3 mesece, mora miniti, ne, 3 mesece, da lahko ustanoviš novo podjetje. In zdaj pri vseh, bom rekel, potencialnih startupih in interesu, ki imam jaz daljše vrste kot v javnem zdravstvu, ker lahko na leto sam 4 startupe ustanovim. Ne? Ustanovite, ja, ampak verjetno lahko naknadno pristopite. Tudi če ja, ampak če ste, dejstvo je, da če vi ustanovite podjetje, pol tudi naknadno ne morate notriti. 3 mesece mora miniti. Mislim, tam sta 2 člena, ki sta res tako čudno napisana. In jaz sem zaradi tega dal na Ustavno sodišče na 15 straneh pobudo za spremembo tega ZGD-ja, ker so kršene moje osnovne človeške pravice. Jaz ne morem s svojim denarjem razpolagati tako, kot bi rad. Jaz bi lahko vlagal skozi podjetje ali karkoli. Ampak dejstvo je, da ljudje, zlasti start-upi, hočejo, da sem zraven kot ime in priime, ker to pomeni nenazadnje tudi kredibilnost njihovemu produktu in tistemu, kar delajo, ker danes kakorkoli si hočemo, bom rekel, priznati ali ne, ime Ivo Boscarol neki v podjetništvu pomeni. In če je on zraven, pomeni, da verjame ali pa v zgodbo ali pa da vidi nekaj v njej. Ne? In zaradi tega pač moram vstopati kot Ivo Boscarol, ne kot neki podjetje CGB, PLB, ne vem kaj. Ne? Tako da, ja, take stvari so tiste, s katerimi se moram tudi ukvarjati poleg tega. Ja, verjamem, sigurno. Kako pa pridejo zgodbe do vas? Taka zgodba, ki smo jo predstavljali. V glavnem tako, da nam pač napišem, imamo obrazec na naši spletni strani. A hočete, da je tega več? Ne, sej tega je tak preveč. Ne, zdaj, kaj ste povedali. Ja, sej pridejo. Mi imamo pol svede skupino, ki te stvari pregleda, traja nekaj časa, ne, in pol pač vidimo, kaj bi nas zanimalo, kaj ne in tako naprej. In ste vstopite kot neka v seed rundi, se pravi čist na začetku, kot angelski, ali kasneje? Odvisno, vse. Tudi kasneje, ja, tudi kakšne večje zadeve se pojavljajo, tako da ni, bom rekel, koncepta. Mi imamo 3
stebre v tem družinskem podjetju Boscarol d.o., ta family office za investicije, ki upravlja premoženje moje hčerke mene. Eno so nepremičnine, približno tretjina premoženja so gospodarske družbe, v katerih imamo deleže in jih so upravljamo ali pomagamo upravljamo, in tretji so pač finančne naložbe, od delnic do kreditiranj in tako naprej. In to je razporejen po tretjinah ali? Približno, ja. Tako da jaz imam razpršeno tveganje. Nikdar ne dam vseh jajc v eno košaro. In te finančni inštrumenti so delnice? Ja, različne delnice, potem so... To je najn alarm. Delnice, predvsem je tudi ta private debt, družbe, ki potrebujejo kratkoročna posojila za premostitve ali karkoli. Imamo kar nekaj takih različnih mehanizmov vlaganj. Ja, tudi trgovanje z valutami in pa tako naprej. To vam verjetno upravljajo neki finančni. Ja, to je skupina, moja ekipa tudi. Ja, zanimivo je, ker dostikrat slišim v podjetništvu, da je zelo pomemben fokus. Da je zelo pomembno... Ja, sam fokus je lahko tudi širok. Fokus širok. Ja, res je. A veste, jaz ne bom nikdar pozabil mojega velikega prijatelja, s katerim sva kar neki 10 let verjetno hodila po Evropi. Jaz sem fotografiral, on je pisal članke za glasbene revije Tomaž Domicelj. In je rekel enkrat eni novinarki, ki mu je rekla, kako pa vi to komentirate, da nimate stila, ne? On je imel vse žive glasbene stile, ne? In je rekel, a vi sploh ne razumete, da je to moj stil? Aha. A veste, ne? In jaz imam zelo širok fokus. Jaz sem dolgo živel od fotografije in vam povem, da objektiv je lahko širokokoten ali pa teleobjektiv. In oboje je fokus. Res, ja. Čudovito. Res hvala za čas ob vaših 19 podjetjih, ki jih vodite, da ste namenili meni nekaj časa, pa tem, ki so poslušali. Tako da res cenim to. Hvala. Upam, da bo komu polepšalo urico poslušanja. Malo več so bila, ampak hvala vam. Živja.